Dež je resnično največji sovražnik kolesarjev, še posebej, ko se ti spustijo v dirko za laskave naslove v državi. Tako je bilo tudi prvomajsko nedeljo pri Svetem Juriju v občini Rogašovci na Goričkem. Ta dan jutro ni napovedovalo lepega dneva v tem delu naše ljube domovine. Na nebu so se začeli gostiti temni oblaki že zjutraj, ki so naznanili, da bo tokratno prvenstvo Republike Slovenije v cestnem kolesarstvu za amaterje, masterje in ženske potekalo v nič kaj prijetnem vremenu. Kljub dežju se je na štartu zbralo skupaj 124 kolesarjev in kolesark. Pred sabo so imeli 10,2 km dolg krog z višinsko razliko 202 metra na krog. Progo so morali mlajši in najboljši kolesarji prevoziti 7-krat, starejši pa morda tudi ne najslabši kolesarji, ženske pa 3-krat. Skupni seštevek za prvo skupino je bil 71,4 km, za ostale pa 30,6 km. Tekmovalci so štartali v tako imenovanem letečem štartu, saj je bila proga, ki je potekala po vaseh Sveti Jurij, Dolnji Slaveči in Večeslavci na nekaterih mestih precej ozka. Sam štart je minil še brez dežja, v drugem krogu pa se je nebo odprlo in začelo iz minute v minuto vse bolj deževati. Močno deževje in s tem posledično mokra in tudi drseča proga sta bila vzrok, da so tekmovalci vse skozi vozili v dokaj strnjeni koloni, še posebej vodilna skupina. Tempo je v prvih 5 krogih diktiral predvsem novomeščan Gregor Sikošek, vendar pa mu ostali tekmovalci niso pustili preveč pobegniti. Nekje v sredini 5. kroga pa je moral Sikošek odstopiti. Vzrok? Počena zračnica, kar je posledično zahtevalo njegov odstop. Sam ga je komentiral takole. Ja, žal, 2 kroga do cilja sem dobil defekt, se pravi prazna guma sprednja, tako da niso se uresničili cilji, žal, nimamo kaj. Tudi to je del športa, tako da prej se sprijazniš, lažje ti je. Guma, če vam poči, kaj to pomeni? Potem je konec dirke, servisne ekipe ni, da bi zamenjali. Žal, tukaj v Sloveniji ni servisnih vozil zadaj, v tujini je praksa drugačna, včasih so servisna vozila, tako da dobiš nadomestno kolo in lahko nadaljuješ, tukaj pa žal se nismo dobro organizirali, da bi imeli servisno vozilo in žal odstop, nimamo kaj drugega. Predaleč od štarta, da bi zameril sprednjo kolo. Kaj pa beseda dve o današnjem zmagovalcu? Očitno je bil najmočnejši, vse čestitke mu, ne vem, spusti so bili precej spolzki, ampak odločilna poteza se je zgodila na zadnjem klancu, 2 km do cilja, potem bi sem še spust, tako da kakor so se razvrstili tekmovalci na vrhu, tako je bilo nekako tudi v cilju. Kako bi pa ocenili današnje vremenske razmere oziroma tekmovalne razmere in konkurenco? Konkurenca je bila zelo močna, je bilo veliko dobrih tekmovalcev, tako da vremenske razmere pa so, kakršne so, pogoji so bili za vse enaki, tako da nimamo kaj, pač enim leži bolj dež, drugim suho, vsakič pride nekdo na svoj račun. Sicer pa so dirko najprej končale kolesarke in starejše kategorije kolesarjev. Med ženskami je bila najhitrejša Andreja Jagodic, ki je svoje vtisne strnila v naslednji izjavi. Današnja proga je bila zelo fajn, rada imam težke proge, bili so tudi pogoji malo drugačni zaradi vremena, ampak to je treba vse skupaj vzeti v dirko in super. Konkurenca je bila pa težka, punce so skozi boljše, dobre, tako da sem še bolj vesela tega rezultata. Proga je bila zelo razgibana, precej je bilo na Kreber tudi nekaj zelo hitrih spustov. Kaj vam je morda delalo težave oziroma kaj vam je bolj ustrezalo? Po boju mi je ustrezalo, v klancu je bilo treba malo pritisniti, na spustih se je pa mogoče malo popustili, pa se je išlo. Ste pred dirko pričakovali ta uspeh? Zelo sem si ga želela, veliko sem delala čez zimo, tako da je to potrditev mojih treningov, tako da sem se malo z rezervo prišla, ker res so punce dobre, ampak malo sem pa tudi upala, da se pa lahko izide dobro. Nova državna prvakinja, kakšni so vaši načrti še do konca leta, naslednja dirka, kdaj, kje? Naslednja dirka je že v četrtek in sicer dirka okoli Slovenije, DOS Extreme, bo taka ultrakolesarska preizkušnja.
Potem v nadaljevanju bom pa še videla, no, najbolj bolj maratoni, daljše dirke, doma pa kakšno tudi v Italiji. Pri starejših kolesarjih nad 45 let je 3 kroge najhitreje prevozil Branko Bojanc s povprečno hitrostjo 29,9 km/h. Pa občutki so deževni. V drugem krogu mi je uspelo pobegati skupini in priti do konca, do cilja z eno minimalno prednostjo, tako da sem zadovoljen. Kaj je bilo najtežje, štart ali cilj? Ja, vmes najbolj so bili zahtevni spusti. Spusti so bili zelo nevarni, ker je bila spolzka in ozka cesta. Kakšna je pa bila vaša konkurenca? Konkurenca solidna, so me lovili nekaj časa, vendar niso uspeli na srečo. Malo številni, zato pa zelo vneti gledalci so na to še 4 kroge čakali na odločitev, kdo bo progo na Goričkem prevozil prvi. Napetost je rasla, deževalo je tudi vse močneje in prvi je skozi cilj z malenkostno prednostjo pri kolesarju Matej Lovše. Za celotno progo je porabil 2 uri 10 minut in 16 sekund. Kolesarju pa je s povprečno hitrostjo 32,7 km/h. Seveda je bil po prihodu skozi cilj upravičeno zadovoljen. Ja, vreme ni bilo ravno naklonjeno nam, ampak tudi v takem smo že dirkali, tudi hujšem. Tako da v bistvu je bila še zaradi tega toliko bolj selektivna proga, kar mi pa tudi ustreza. No. Zdaj na zavojih, na spustih smo malo bolj pazili. Je bilo tudi v redu, no. Smo mislili, da bo slabše. Vozili smo bolj kot ne na izpadanje, zadnje 2 kroga je šlo malo hitrejše. Tako da na zadnjem vzponu sem naredil napad, pa se je vse skupaj lepo išlo. No. Ko pa vaša konkurenca? Konkurenca je bila zelo, zelo vztrajna, no, bom rekel. Zelo močni so, sploh Igor Kupše, ki mi je na koncu sledil. Na zadnjem spustu je bil najbližje. Nasploh nas je pa ostalo v zadnjem krogu okrog 10, tako da moram reči, da je v Sloveniji vsako leto hujša konkurenca. No. Tako da danes je bilo treba zadnje 2 kroga zelo, zelo pomatrati se. No. Ste pričakovali? Zmage ne moreš nikoli pričakovati ali pa načrtuješ jo lahko, no, ampak na koncu je odvisno tudi od sreče, od vsega. No. Dokaj ne priješ v cilj, ne moreš vedeti. Pripravljen sem zelo dober, zadnje čase, tudi na treningih mi gre dobro, ampak sem rekel, dirka naredi svoje. Vaš naslednji cilj pa je? Mislim, da je prvi cilj bo zdaj maraton Franja, potem Celjska koča, vzpon in Alpe. Igor Kropše je bil Lovšetu najbližje v ciljnem šprintu, vendar pa se je moral na koncu zadovoljiti z drugim mestom v absolutni razvrstitvi, pripadal pa mu je tudi državni naslov. Sicer pa je svetovni amaterski kolesarski prvak in je bil tudi eden izmed favoritov. Ja, je bila kar bila. Predvsem dolžina je bila ta prava. Še kak krog ali pa 2 zraven, pa je bila sploh idealna. Načeloma je bila zelo težka trasa, tehnična. Je pa bila zanimivo, da pa proti pričakovanju se ni izkazala kot tako zelo selektivna. Enih 5 krogov, ne, se pravi 3/4 ali pa 80% dirke je bilo kar ogromna skupina kolesarjev, ki se ni razbila. Ne. V bistvu se je vse sestavljalo nazaj na ravnini. Potem v 5., 6. krogu se pa je začelo trgati počasi in v 7. se je popolnoma raztrgalo. Tako da predvsem, kar je bilo meni všeč, pa kar je meni ustrezalo, je bila tista res dolžina. Imeli smo 2 ure stopnega utrujanja, matranja, selekcije in to je to. Ne. To je, mislim, da tudi primerna dirka za državno prvenstvo. Ne. Konkurenca? Danes je pa bila konkurenca izredno močna. Jaz moram reči, da sem presenečen ponavadi na pokalnih tekmah pa prireditvah. Ni taka konkurenca, letos je pa bila zelo močna konkurenca. No. Jaz moram reči, da že dolgo ni bilo na pokalnih tekmah take konkretne konkurence. Ne. Celo ekipe so bile, ekipno tekmovanje se celo pokazalo danes, tako da zelo uren, zadovoljen. Pa vaša taktika? Moja taktika danes je bila zelo preprosta. Jaz sem bil načeloma uvrščen bolj med favorite, ampak ker so bila zelo močna, predvsem eno ekipo smo imeli Tuš Mobila, ki je nadzorovala tekmo, tako da danes je bilo moje delo samo, da v bistvu ves čas sledim,
napadom in čim dalj časa zadržujem v bistvu metke in potem v zadnjih krogih pa začnejo, ko so že noge malo načete, takrat pa probam pač biti zraven spredaj in na koncu se mi je šlo v bistvu tako da. Čist zadnjim krogom, v bistvu dejansko v zadnji polovički sem napadel in je stvar šla skozi. Ja. Za Lovšetom in Kropšetom je bil zadovoljen tudi domačin Primož Obalj. V bistvu pripravljam se vse za to državno prvenstvo, vedel sem, da nisem slab, ampak saj veste, kolesarstvo, kakor je pač nepredvidljivo, 1000 stvari se lahko zgodi med samo dirko, tako da napovedati nisem mogel ničesar. Vendar prvenstvo je bilo na vaši domači progi. Ste bila to prednost za vas ali ne? Pa trenirali smo na tej progi kar nekaj, tako da samo progo smo poznali. Ne vem, mogoče določena prednost, ampak kako bi rekel? Kaj pa konkurenca? Ja, konkurenca je bila najboljša v Sloveniji, oziroma prišli so vsi najboljši amaterski slovenski kolesarji, tako da to tretje mesto med takimi imeni sem zelo vesel. Vaši načrti za naprej? Daj mogoče nekaj dni pauze, potem pa priprave na naslednji cilj sezoni, torej Maraton Franjo. Potem v drugem delu sezone pa sledijo še nekatere dirke v Italiji in pa v jeseni svetovno prvenstvo, ki bo letos prav tako v Trentu v Italiji. Vaš klub je bil tudi organizator današnjega prvenstva. Kakšna je to vaša ocena kot enega, bom rekel, čeprav tekmovalcev, vendar ste pomagali pri organizaciji? Ja, mislim, da zaenkrat, kar se tiče zadev, da je vse skupaj kar v redu uspelo. Tudi odziv domačinov mislim, da je bil kar v redu na vse skupaj. Koliko vem, ni bilo padcev na dirki nekih hujših, tako da kljub slabemu vremenu mislim, da bo na koncu vse skupaj v redu izpadlo. Organizacija dirke je bila glede na vremenske okoliščine odlična. Le sodniki so se malce dolgo obotavljali z izračunom končnih rezultatov, prav tako pa niso bili preveč prijazni do maloštevilnih medijev. Dušan Hajdinjak je bil tokrat v dvojni vlogi, kot tekmovalec in organizator. Obe nalogi je odlično opravil. V svoji starostni kategoriji je osvojil naslov državnega prvaka, kot organizator pa je sa svojo ekipo zelo dobro opravil zaupano delo organizacijo letošnjega državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Ja, ocena dirke je tako, če bi bilo lepo vreme, je bilo fantastično. Drugače, za samo dirko sem nekako zelo zadovoljen, predvsem zaradi tega, ker ni bilo nekih resnih poškodb. To je prvo. Pri vsakem tekmovanju, mislim, da je bila samo ena poškodba, ampak tudi tu ni bilo nekaj resnega. V glavnem, cesta dirka je bila fantastična, proga primerna za državno prvenstvo. Moja ocena, da je bilo odlično. Zdaj upam, da so tudi drugi takega mnenja. Kaj pa konkurenca oziroma število prijavljenih, je bilo po pričakovanju manj, več? Ne, po pričakovanju moram povedati, da je bilo več, ker tu v Prekmurju smo nažalost nekako vajeni, da ljudje ne pridejo. Zdaj, hvala Bogu, da so prišli. To se mi je zdelo super, konkurenca je bila fenomenalna, res so bili vsi najboljši slovenski kolesarji, tako da nimam kaj komentirati glede tega. Bilo je super, dovolj. Tudi vi ste tekmovali, ste zadovoljni s svojim uspehom? Tudi jaz sem tekmoval, pa mislim, da moram biti zadovoljen, ker zdaj sicer ni uradno, ampak mislim, da sem tudi eden izmed državnih prvakov svoje kategorije, pri Master C. Bo vaš klub še organiziral? Normalno, trudimo se, da bomo organizirali in naslednje leto pripravljamo že mogoče eno nadgradnjo, tako da bo cel vikend, en dan bo kronometer, drug dan pa bo cestna dirka. Tako da normalno se trudimo. Upamo pa tudi, da nam bo država šla kaj bolj v pomoč, da bo malce sprostila nekatere zakone in bi bilo potem tudi organizacija prireditev dosti lažja.